Sledeča oddaja je bila posneta s pomočjo prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Strahu se moramo upreti. Edina drža, ki je dovoljena kristjanu, je, da se ne boji. Ne bom se bal. Zakaj? Ker je Bog z menoj. Edini odgovor na strah je vera, ter da se zavedate Božje ljubezni in to vsak posamezno. Popolna ljubezen prežene strah. Kako boste verjeli komu, če ne verjamete, da vas Bog ves čas ljubi in to brezpogojno? Če me Bog ljubi samo tedaj, ko se pravilno obnašam, sem v velikih težavah in imam velik problem. Amen. Še enkrat naj vam povem, da vas Bog ljubi brezpogojno. Sveto pismo govori o čudovitih stvareh. Ko smo bili še grešniki in sovražniki do Boga, je Kristus umrl za nas zato, da bi izpolnil svojo ljubezen. Če pa je Bog bil pripravljen poslati svojega edinega sina, potem nam je pripravljen dati vse tiste stvari, ki jih potrebujemo. Bog vas zelo ljubi in ima dober načrt za vaše življenje. On noče, da bi bili prestrašeni. Ne samo to, da bi bili prestrašeni, ampak tudi noče, da bi vas strah oviral pred izpolnjevanjem tistega, kar vam je namenjeno. Vsakič, ko poskušate narediti korak naprej v razvoju, nas bo skušal Satan prestrašiti. Satan bo vedno poskušal ponuditi strah, da bi mi šli nazaj. Prvič, strah, o katerem hočem govoriti, se imenuje strah pred nesrečo. Nihče noče nesreče. In v trenutku, ko vidimo, da se približuje, imamo navado reči, o ne, pa ne že spet. V istem trenutku se v nas naseli groza. Poglejmo Psalm 27, 13 in 14 vrstica. Če ne bi veroval, kaj bi bilo iz mene? Vidite, govorimo o veri. Verujem, da bom videl Gospodovo dobroto v deželi živih. Veste, čudovito je govoriti o čudovitih stvareh, ki jih bomo imeli v nebesih, vendar pa vsi vemo, da bi nekateri že hoteli imeti prav sedaj. David je rekel, kaj bi postalo iz mene, če ne bi verjel, da bom videl Gospodovo dobroto v deželi živih. Zato hočem, da bi vaše ustnice delovale v vaš prid in ne v vašo škodo. Želim, da svoje ustnice naravnate na Božjo besedo in se ne strinjate s sovražnikom, ki morda še peče laži v vaš kot naprimer, nič dobrega se mi nikoli ne zgodi. Vsakeč, ko dobim malo denarja, ga izgubim. Zakaj se meni ne more nič dobrega zgoditi? Namesto, da bi izgovarjali takšne besede vsak dan, vas želim spodbuditi, da rečete, verujem, da se mi bo danes zgodilo nekaj dobrega. Verujem. Osvobodite svojo vero. Mi vsi imamo vero. Pismo Rimljanom 13.3 nam pravi, da je vsakemu izmed nas bila dana vera po meri. Mi prejemamo vero, vendar nekateri jo samo imajo in nič ne napravijo z njo. Zadnjič sem imela tisti ščit tukaj, ker v pismu Efežanom piše, naj dvignemo svoj ščit vere. To bi kot bi na drug način rekli, da osvobodimo svojo vero. Na kakšen način lahko osvobodimo svojo vero? Po molitvi, z izrekanjem Božje besede in z delovanjem navdihnjenih dejanj. Koliko izmed vas se lahko spominja tega? Molitev, izrekanje in delovanje. Kar govorim je zelo, zelo, zelo pomembno. Kajti to, kar izrekamo, je bolj pomembno, kakor se zavedamo. Sveto pismo pravi v pregovorih 18:21, smrt in življenje sta v oblasti jezika, kdor ga rad uporablja, bo jedel njegov sad. Verujem, da se mi bo nekaj dobrega zgodilo danes. Na to bi rada še dodala, ker nočem biti sebična in si želim nekaj dobrega tudi za druge, zato bom temu dodala, da se bo zgodilo danes nekaj dobrega po meni. Amen. Meni in po meni. Brez vere živimo v strahu. Zato nam je Bog dal vero.
Brez vere ne moremo prejemati od Boga. Božja milost in usmiljenje usposobljata vsak blagoslov, ki ga imamo na razpolago in ga enostavno prejmemo z rokami vere. Ko osvobodimo svojo vero, rečemo, Bog verujem. Verovati pomeni prejemati. Če pogledamo definicijo vere, pomeni prejemati, in če pogledamo definicijo prejemanja, pomeni, da verujemo. Ko rečem, da verujem, to že vključuje prejemanje. Če nimamo strahu, ne moremo prejemati od Satana. Mislite na to? Brez vere ne moremo prejemati od Boga. Vendar brez strahu ne moremo prejemati od Satana. Samo zato, ker občutite strah, še ne pomeni, da vas je zares strah. To je pri ljudeh najpomembnejša stvar, da začnejo to razlikovati. Vedno bomo na ta ali drug način občutili malo strahu, vendar me ne poseduje, dokler mu tega ne dovolim. Če strah čutim, še ne pomeni, da je v meni. To je samo Satanov namig, da nas hoče od nečesa odvrniti in da me Bog hoče imeti. On me hoče pustiti v neke vrste vezeh in bolečinah. Dvom je neke vrste strah. Groza je neke vrste strah. Jaz pa bi celo rada, da bi prišli do točke, da ko pridejo težave ali nekaj takega, s čimer se moramo spoprijeti, ter je bolj nadloga, kakor pa nam veselje, namesto da bi rekli, o ne, pa ne še enkrat, tako sem že utrujena od vsega tega. Samo poglejte sedaj, koliko neumnih stvari pri tem izrečete in se niti niste dotaknili težave. To me bo ubilo, če bo šlo tako naprej. Jaz bi si zares želela, da bi prišli do točke, kjer lahko rečemo, karkoli moram storiti, bom storil po Kristusu, ki mi daje moč. Ne bom se bal. Ponavadi sem ves čas imela tisti nedoločen občutek okrog sebe. To sem imela že nazaj v 70. letih prejšnjega stoletja in v bistvu sem ga imela vse svoje življenje. Veliko slabih stvari se mi je zgodilo, ko sem bila zelo majhna deklica. Veliko žalostnih stvari, veliko slabih stvari. Izrabljali so me in me ustrahovali. Meni se je zgodilo toliko slabih stvari iz različnih smeri, da sem prišla do točke, ko sem samo še pričakovala večjo ali manjšo nesrečo. Pa četudi sem bila kristjanka in sem želela marljivo služiti Bogu, sem še vedno imela ta meglen, preteč občutek, le kaj se mi bo zgodilo naslednje. Katera stvar se bo zgodila? A veste, o čem vam govorim? Ko sem začela premišljevati Božjo besedo, sem se neko jutro znašla v kopalnici. Še se spominjam prizora, kako sem stala, ko sem si napravljala frizuro, da bi šla ven. Ustavila sem se in rekla, Bog, kaj je to? Da ves čas čutim, da se nikoli ne bom mogla odpočiti ali da bi si mislila, da bi se danes zgodilo nekaj dobrega. Verjamete mi, da še nisem bila takrat tako daleč. Gospod pa je govoril v mojem srcu, Sveti Duh je govoril v mojem srcu in je rekel, slutnja hudobije. Jaz sploh nisem vedela, kaj naj bi to bilo. Vendar, kakor Bog deluje z nami, sem nekaj dni potem naletela na pregovore 15:15. Želim, da pogledate ta odlomek. Pregovori 15:15. Po trtemu so vsi dnevi žalostni. Zaradi strašljivih misli in slabih slutenj. Slabe slutnje. Veselo srce pa ima stalno gostijo. In to ne glede na okoliščine. Naši dnevi so nesrečni zaradi groze in nerazločnega strahu, da se bo zgodilo nekaj, česar ne bomo mogli prenesti. No, v službi se širijo govorice o odpuščanju, veste, ne vem, kaj naj pričakujem. Ne vem. Veste, ne vem, kaj pa mislite, kaj se dogaja v svetu? Mislim, da se vsakdo sprašuje, kaj pa ti misliš, da se dogaja v svetu? Mislim, da je precej očitno, da smo vsi skupaj precej zmedeni. Ne vsakdo, ampak v množici. V množici. Kot narod smo se odvrnili stran od Boga in stvari ne delujejo prav.
ko se poskušamo obrniti od Boga. Vendar dobra novica je in vedno je dobra novica. Kako sem že utrujena od vseh teh slabih novic. Zdi se, da vsakdo želi govoriti le o težavah. Dobre novice so, kajti Bog je dober. In evangelij je veselo oznanilo. To so mnoge dobre stvari. In želim govoriti o dobrih stvarih. Nekaj dobrega se mi bo zgodilo danes. Srčno verjamem v to, da če opravimo svoj del in ga opravimo tako, kot je prav, potem bo Bog vedno skrbel za nas. Ni pomembno, kako slabo je vse skupaj, Bog bo vedno skrbel za svoje ljudstvo. Pozorni moramo biti na slutnjo nesreče. Naši dnevi so nesrečni zaradi strašljivih misli in slutnje nesreče. Namesto, da bi čakali na to, kaj bo naslednji problem, zakaj ne bi pričakovali, kakšen bo naslednji blagoslov? Vstanite se z navdušenjem. Komaj čakam, da vidim, kaj bo Bog storil zame danes. Veste, Bog naredi veliko stvari, ki jih spregledamo. Ker smo preveč zaposleni misliti na stvari, ki jih on ne počne. Poglejte v pismo Rimljanom 8:32, ki je čudovito besedilo. Koliko izmed vas veruje, da je Kristus umrl za nas? Dobro, poslušajte sedaj to. On, ki ni prizanesel niti lastnemu sinu, temveč ga je dal za nas vse, kako nam ne bo z njim tudi vsega podaril? To je zares bogato besedilo. Če verujemo, da je Kristus za nas umrl, kar je popolno najboljše možno darilo, zakaj bi potem živeli v takšnem strahu, da Bog ne bo skrbel za druge stvari v našem življenju? Nekaj dobrega se mi bo zgodilo. Kralj David v 23. psalmu govori: Ne bom se bal hudega, dokler si ti z menoj. Verjamem, da se je izpovedoval. Mislim, da je on napravil izpoved, ki jo jaz sama želim za vas. Mislim, da Davidu ni bilo potrebno govoriti o vseh stvarih, o katerih govori v psalmih, da so se mu zgodile. Mislim, da je navedel svojo vero. Ne bom se bal hudega. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Ne bom se bal hudega. Tudi če bi hodil po globeli smrtne sence, se ne bojim hudega, ker si ti z menoj. Ne bom se bal hudega, ker si ti z menoj. Ne bojte se slabih novic in ko jih slišite, je prva stvar, ki se morate spomniti, da ste več kot zmagovalci. Kaj pomeni to besedilo v pismu Rimljanom 8:37? Med vsemi temi stvarmi smo mi več kot zmagovalci. O tem sem velikokrat razmišljala in sedaj zares mislim, da sem pripravljena izreči. Verjamem, da besedna zveza biti več kot zmagovalec pomeni, da se zavedate svoje zmage, še preden pride kakšen problem. Ali ne bi bilo čudovito, da se vam ni treba bati, pa karkoli se zgodi? Veste, če izgubim to delovno mesto, mi bo Bog priskrbel drugega. Bog skrbi zame. Priskrbel mi je to in mi bo uredil tudi novo. Zapomnite si, da od hudiča prejemamo preko strahu in od Boga prejemamo po veri. Moramo se opreti strahu. Edina sprejemljiva drža, ki jo lahko ima kristjan do strahu, je, da reče: ne bom se bal. Zakaj? Ker je Bog z mano. In tako dolgo, kot je Bog z mano, bo on skrbel za vse, kar potrebujem. Prerok Izaija 30:18 ima zelo lep odlomek. V razširjeni izdaji je kar precej dolg, vendar pravi, da Bog hrepeni in išče nekoga, da bi mu bil dober. On pa je lahko dober tem, ki ga iščejo in hrepenijo za njim. Ustvarite se to sliko Boga v nebesih. On je tako poln ljubezni in jo želi deliti. Pravi: kaj lahko danes storim za nekoga? On pa ne išče nekoga, ki bi pravil: ne vem, če lahko vse to prenesem.
Tako sem že sit in utrujen od vseh teh slabih novic, vsakeč, ko se obrnemo okrog, je tu neka težava, kdaj se bo nekaj zgodilo dobrega, tudi zame. Pri tem si Bog misli, tule bom pa moral iti mimo. Kaj torej išče? Takšne majhne, ljubke vernike, ki izgovarjajo, verujem, da se bo danes nekaj dobrega zgodilo v mojem življenju. Verujem, da Bog skrbi zame. Veste kaj? Sedaj vi vsi ploskate, vendar vas želim vprašati, če boste začeli to delati. Pa ne samo, da to ponavljate za 3 dni, potem pa pozabite, o čem sem vam predavala. Iz tega naredite navado. Tudi v dnevih, ko imate težave, vstanite in recite, Bog je na moji strani, on je z menoj, ne bom se bal. Vsakič, ko občutite strah, recite, ne bom se bal. Ne bodite leni kristjani, ampak odprite svoja usta ter ugovarjate hudiču. Dajte no. Imejte majhen razgovor s seboj. Jaz moram ves čas govoriti s sabo. Prav sedaj se obadam s stvarmi, ki niso najbolj prijetne. Včasih se mi ni treba obadati s stvarmi, včasih se pa moram. Prav sedaj se moram ukvarjati z nekaterimi stvarmi in tudi ta konec tedna sem morala govoriti sama s seboj. In tako sem vesela, da vam ta teden govorim o veri. Da govorim o tem, da se nam ni treba bati stvari v svojem življenju, za katere bi morali skrbeti. Jaz moram neprestano govoriti, tudi to bo prešlo. Vse bo še dobro. Mogoče sedaj, ta teden ali pa naslednji teden. Enkrat se bo končalo. Bog bo poskrbel za to. Govorite s seboj. In ne dopustite, da vam samo hudič govori, nazaj mu povejte. Druga stvar, katere se bomo danes dotaknili, je strah pred zavrnitvijo. Ali veste, da če se zares bojite, da ne boste sprejeti, se začnete obnašati na način kot ne sprejmi me, kajti malo sem čuden. Res je. Kajti zaradi strahu pred odklonitvijo boste začeli privlačevati stvari, še posebej, če ta strah traja dolgo časa. Prav sedaj vam lahko povem, da vsakdo vas ne bo maral, pa kdorkoli že ste. Pravzaprav je statistično dokazano, da vas 10% ljudi ne mara. Tudi mene ne marajo. Vendar zaradi tega lahko doživite zavrnitev. To je boleč občutek. Mi vsi želimo biti sprejeti, ljubljeni in da nam ploskajo, da nam govorijo, da smo čudoviti, vendar pa ne bo vsakdo tako mislil in če si tega ne moremo vcepiti v glavo, potem bo hudič vedno uporabljal ta občutek nesprejetosti, da mi ne bi šli naprej. Veste, zjutraj sem o tem premišljevala. Bog ves čas občuti odklonitev, vendar je on čisto v redu. Ne vem, zakaj nisem že prej o tem razmišljala. Sveto pismo pravi, da so Jezusa sovražili in to brez vzroka. On je bil najboljša osebnost, kar jih je kdaj obstajalo, vendar so ga ljudje sovražili. Ves čas so ga odklanjali. Vendar imam rada Psalm 118, 22. vrstica. Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen. Dajte no. Oni niso sprejeli Jezusa, vendar ga je Bog povišal. Ni mi mar, kdo vas ne sprejema. Če vi gledate Boga in ne dopustite, da vas ta odklonitev odvrne od poti, vas bo Bog povišal ob svojem času. In ponavadi prav pred očmi tistih, ki so vas odklanjali. Bog nam je dal samostojno osebnost. In pričakuje, da je ne zanikamo. Ni vam potrebno, da ste kakor vsi drugi, da bi si pridobili njihovo sprejemanje. Če pa kdo vas ne more sprejeti, kakršni ste, potem ga ne potrebujete v vašem življenju. Amen. Poglejmo v Lukov evangelij 10. 10. in 11. vrstica. V katerokoli mesto pridete, Jezus pošilja svoje učence na pot. Podočil jih je in sedaj je čas, da gredo v svet. V
katerokoli mesto pridete in vas ne sprejmejo. On jim je torej celo povedal, da njihovo sporočilo ne bo vsakemu všeč. Veste, mi si včasih mislimo, da če pomagamo ljudem, ne moremo razumeti, zakaj ne marajo naše pomoči. Mi jim samo hočemo pomagati. In zakaj oni tega ne bi hoteli? Niso si takšni, da bi si želeli pomoč. Kadarkoli greste v mesto in vas ne sprejmejo in pozdravijo, pojdite na ulice in recite: tudi prah vašega mesta, ki ste je prijel naših nog, otresamo na vas. Vendar vedite, da se je približalo Božje kraljestvo. Zares imam rada v evangeliju besedno zvezo, da si prah otresemo iz nog, da otresemo prah tega mesta z nog. Ko zaupate v Božjo ljubezen in verujete v Kristusa, vam ni potrebno imeti koga drugega na svetu, da vas hvali ali da vas potrjuje. Naj vam izrečem modro besedo. Ne brigajte se za te, ki vas ne marajo, in najdite te, ki vas imajo radi. Jaz pa bom molila za vas, da bi prišli do točke, ko vas bodo ljudje zavračali, da se jih boste lahko otresli in rekli: veš kaj, to je tvoj problem. To ne pomeni, da se nočemo učiti ali rasti. Če mi ves čas delamo nekaj, kar neprestano odvrača ljudi od nas, potem za Božjo voljo začnite rasti. Vendar stvar je ta, da ni pomembno, kako v redu ste, kajti vedno bodo tam ljudje, ki vas ne bodo marali. Ne bo jim všeč vaša osebnost ali vaše kretnje, vi se ne boste z vsakim razumeli. Za trenutek se posvetimo ljubeznivosti, ki je tako čudovita stvar, da naredimo komu uslugo. Veste, odkrita hočem biti z vami. Na začetku moje duhovne službe sem ponavadi stopila sem gor in se počutila tako, kot da me imajo vsi radi. Čutila sem se zelo prizadeto, če je kdo vstal in odkorakal ven, še posebej na začetku moje duhovne službe, ko so me povabili v kakšno cerkev in moški niso računali name. Včasih sem opazila kakšnega moškega, ki se je vstal in odšel. To je bilo zame tako težko. Zelo težko mi je bilo. Prizadelo me je, ker sem bila negotova. In sem še vedno pričakovala neko veljavo. Gledala sem obraze ljudi, njihove reakcije, ali se smejijo, ali so mrki, ali spijo, ali so budni. Veste, ko vas je strah, da vas bodo zavrgli, si boste predstavljali stvari, ki sploh niso resnične. Spominjam se, ko sem nekoč bila na nekem srečanju, ko sem poučevala, pa čeprav samo 10 minut, in že je neka ženska v drugi ali tretji vrsti vstala in odšla ven. Hudič mi je šepetal: ona te ne mara. Mene pa je ta misel tako mučila ves čas mojega poučevanja, tisti večer. Res me je mučila, ker sem mislila, da zares slabo pridigam. Veste, to je neznosno. Veste, če si mislite, da vam je težko, potem vas hudič začne napadati. Vi lahko predavate celotni dvorani in takrat vas hudič napada. In ko je bilo tistega srečanja konec, je pristopil nekdo in mi rekel: moja kolegica bi vam rada povedala, da je žal, ker je odšla medtem, ko ste pridigali, vendar morala iti v službo. Ampak tako zelo si je vas želela slišati, da je prišla sem, pa čeprav le za 10 minut. Sedaj sem se odločila, da bom verjela ljudem, ko bodo odhajali, da se veselijo tega in so zato tako dolgo vztrajali. Vse se dogaja v našem umu in postavitvi vašega uma. Kako gledate na stvari? Kako se mi odločimo, da bomo gledali? Bolj, ko bomo vedeli, kdo smo v Kristusu, bolj bomo brezskrbni in samozavestni. Saj ne pravim, da če vas zavržejo, ne boli. Če kdo pride in reče: veš kaj, to je le bla bla bla. Naravno je, da vas bo bolelo, vendar vam želim povedati, da lahko preživite, ker Sveto pismo pravi, da če vas zavržejo, zametujejo Jezusa. On osebno čuti, če vas ljudje zametujejo. Dobro, jaz ne stopim več sem gor in poskušam vsakemu ugajati. To ni to, kar tukaj počnem. Verjamem, da bo Bog storil, da me boste vzljubili.
Mogoče pa kdo tukaj danes, ki je prišel kot povabljenec nekoga drugega in si misli, veš kaj, sestra, to ne bo držalo, ker te jaz ne maram. No, dajte Bogu samo malo več časa, pa boste. Priporočam vam, da molite. Bog, bodi mi naklonjen, kamorkoli grem. Ti pripravi ljudi, da me bodo imeli radi. Jaz nimam moči, da bi se igrala igrice s temi ljudmi. Vse preveč je stresno, da bi šla ven in ne bi bila pristna jaz. Naj vam nekaj povem, kar mi vsi moramo storiti. Če hočete ljudem v svojem življenju narediti uslugo, jim samo dovolite, da so to, kar so. David mi je to jutro poklonil najlepši kompliment, naj bo blagoslovljen, ker sem se tako dobro počutila. Včeraj zvečer sem govorila o tem, kako zelo sem se spremenila zadnjih 45 let, kar sva poročena, in sem mu rekla, David, ti si bil poročen približno z 20 različnimi ženami. On mi je rekel danes zjutraj, ko si sinoči to rekla, sem si mislil, res je, in ljubil sem vseh 20. Začelo se je, ko sem se vpisal na študij medicine in nisem vedel, če bom sprejet. V težavah sem Bogu obljubil, če mi uspe, da bom posvetil svoje delo širjenju njegovega kraljestva in zgleda, da si je on to zapomnil. Veste, pomagamo jim in jim tudi govorimo o nebeškem očetu, da okrepimo njihovo vero. In mislim, da je to čudovito. Predvajana oddaja je bila plačana s strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.